Moje ime je Blaž Krštin, jaz sem direktor Muzeja in galerije mesta Ljubljane. Mene prav veseli, da ste se odločili, da imate ta strokovno izobraževanje, strokovni simpozij v našem mestnem muzeju. Vem, da z mnogimi izmed vas sodelujemo že poprej, upam, da tudi v bodoče. Dostopnost muzejev, enakopravnost dostopa do muzejev do različnih kulturnih vsebin je verjetno eno izmed poslanstv, s katerimi se moramo v prihodnosti ukvarjati čim več. Naš muzej, upam si to reči, da bi sedaj imel, oziroma tudi naše galerije, so imeli na tem področju veliko izkušenj, vendar to ne bi bilo mogoče brez tistih organizacij, nevladnih in drugih vladnih, ki se s tem bolj poglobljeno ukvarjajo, ki imajo o tem področju več vedenja in s pomočjo katerih se tudi mi lahko kaj več naučimo. Zato so taka srečanja toliko bolj dobrodošla in tudi v bodoče upam, da bodo razkrila neke poglede, ki so bili mogoče na prvo žogo zapostavljeni, pa jih mogoče zdaj lahko na novo impliciramo. V tej finančni situaciji, v kateri se vsi skupaj nahajamo, so verjetno te skupine odrinjene lahko do obrobja, pa vendar jih je potrebno v takih časovnih razmerah in dejanskem stanju še bolj artikulirati. Zato so taki simpoziji pomembni, zato je pretok teh znanj še tako bolj bistven. Najlepša hvala in v imenu naše inštitucije vam želim srečno delo. Najlepša hvala gospodu Blažu Pavlin. Nam je veliko čas, da vedno znova zasedamo prostore v mestnem muzeju, pa da so tudi na nek način naši bivši udeleženci prisotni tudi z rezultati takih usposabljanj. Še enkrat hvala za to priložnost. Spoštovane kolegice in kolegi, cenjeni gostujoči predavateljice in predavatelji ter vsi ostali gosti, pa tudi tisti, ki nas spremljate preko live streaminga. Z velikim ponosom in zadovoljstvom vas v imenu celotne ekipe projekta Aktiv, pa tudi iniciative Sodelujem ter društva Škuc pozdravljam na strokovnem simpoziju, osrednjem dogodku omenjenega projekta. Muzejski in galerijski prostori so tisti, ki ponujajo raznolika znanja. In če je umetnost svobodna, naj bo tudi prosto dostopna za vsakogar. To je ideal, ki se na papirju tako lepo sliši. Toda, kot opozarja častna pokroviteljica našega simpozija, gospa Vlasta Nussdorfer, imajo ranljive skupine sicer lahko povsem enake možnosti, vendar pa imajo ob tem zagotovo manj priložnosti. To je tista žalostna realnost, ki jo vsi, ki delujemo na projektu Aktiv, pa tudi v iniciativi Sodelujem, skušamo premagati in preseči. Ob tem smo prepričani, da bo strokovni simpozij, katerega del smo mi in katerega del ste tudi vi, dragi udeleženci, postal pomemben delček v mozaiku, ki bo prispeval, da bo kultura postala dostopnejša, glave pa odprtejše. Na simpoziju bomo najprej skušali omogočiti uvid v celotno področje galerijske pedagogike oziroma umetniškega posredovanja, ter iskali odgovore in rešitve prav za tiste skupine, ki jim posebno pozornost namenja varuh človekovih pravic. Zato dejstvo, da je naša častna pokroviteljica prav varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije, gospa Vlasta Nussdorfer, za nas pomeni še dodatno potrdilo, da delujemo v pravi smeri. Na tej točki bi se želela naši častni pokroviteljici posebej zahvaliti in poudariti, da bomo storili vse, da upravičimo to veliko zaupanje, ki nam ga je izkazala. Gospe Nussdorfer danes žal tukaj ni med nami, vseeno pa je vsemi, ki se udeležujejo simpozija, imela nekaj iskrenih in dobrih besed. Hvala. V imenu Vlasti Nussdorfer bo prepravljen nagovor. Spoštovane udeleženke in udeleženci mednarodnega strokovnega simpozija.
ponosom sem sprejela častno pokroviteljstvo tako pomembnega dogodka, ki omogoča uvid v celotno področje galerijske pedagogike in umetniškega posredovanja mnogim ranljivim družbenim skupinam, ki jih žal družba danes vse prepogosto izključuje iz vsakodnevnega življenja. Imajo lahko povsem enake možnosti, a zagotovo manj priložnosti. Ugotavljamo, da so ljudje pogosto sami, zlasti v mestih, kjer je običajno vsega dovolj, zlasti dogodkov, ki pa jih mnogi preprosto izpustijo. Zanje ne vedo, vanje niso vključeni, odrinjeni so na rob dogajanja in pogosto tako zelo sami. Zato podpiram vse projekte, v katerih ustvarjalci širijo svoje znanje in sporočila na vse skupine ljudi. Phil Bosman si je zapisal: hiša pri hiši, stanovanje pri stanovanju. Toliko skrbno nameščenih ploščic z imeni, toliko ljudi, veliko dobro preskrbljenih ljudi, ki jih nihče ne pozna. Videvajo se, drug ob drugem stoji v dvigalu, a vsak stremi nekam predse. Vsak ve, da je tam še nekdo, kot da bi pomislil, tam je štor, ne sme se spotakniti obenj. Ljudje v mestu sami. Zato je še tako pomembno, da se povezujemo in spodbujamo demokratično emancipiran dialog med ponudniki kulturnih dobrin ter obiskovalci. Prepričana sem, da bo strokovni simpozij ponudil odgovore na preštevilno vprašanje o sodelovanju vseh in vsakogar. Veselim se vaših idej, pa tudi koristnih zaključkov za skupine, ki jim varuh namenja posebno pozornost. Prav nanje je treba misliti, ko načrtujemo, organiziramo in realiziramo ideje, ki jih lahko osrečijo in prispevajo k samospoštovanju in enakopravnosti. Za slednje bo vedno skrbela z vso zavzetostjo. Vlasti Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic. Hvala, Ana. Večji del simpozija, ki bo danes jutri v teh prostorih odvijal med 9 in 17 uro, predstavljajo predavanja naših gostujočih predavateljev. Zato jih na tem mestu pozdravljam in se jim zahvaljujem za njihov prispevek. Hvala našim gostjam, ki so pripotovali iz tujine. Klaudija Humen iz Berlina, moja mentorica v času študija, gospa Emily Pringle iz Londona ter seveda našim domačim predavateljem, gospodu Evgenu Bavčarju, profesor Črtomiru Freliho, Verjeni Vidrih Perko, profesor Robiju Krofliču, Dariku Balgorum in nenazadnje tudi Katarini Meyerhold. Z nami bodo delili znanja, izkušnje in pozitivne zgodbe, iz katerih bomo črpali navdih v našem nadaljnjem delovanju. Na tej točki moram sicer upravičiti dva predavatelja, ki se zaradi osebnih razlogov ne moreta udeležiti simpozija. To je profesor Carmen Morš, ki je za nas pripravila predavanje, ki ga bo v njenem imenu predstavila njena dolgoletna sodelavka na dokumenti Klaudija Humen. Hkrati moram upravičiti tudi gospoda Evgena Bavčarja, ki je zaradi obveznosti v Parizu prehodno pripravil video predavanje in ga vam bomo jutri v predvidenem programu tudi predvajali. Simpozij bomo po izvedbi predavanja zaključili z aktivnim reševanjem oziroma iskanjem rešitev, kjer boste poleg gostujočih predavateljev in številnih drugih povabljenih strokovnjakov pomembno vlogo igrali tudi vi, dragi udeleženci. V petek se bomo namreč razdelili v 3 diskusijske skupine in razpredali o problematikah, ki so povezane z muzejsko in galerijsko pedagogiko, vključevanjem ranljivih družbenih skupin ter povezovanjem kulturnih in izobraževalnih ustanov. Pozneje pa bomo svoja dognanja tudi predstavili. To bo hkrati sklepni del simpozija, ki mu bo sledil šele zaključek. Kot so omenila na začetku, predstavlja strokovni simpozij ključni moment naših usposabljanj projekta Aktiv, v okviru katerega se ves čas trudimo krepiti aktivno vključevanje ranljivih družbenih skupin v kulturno življenje in družbo nasploh. Velik del našega delovanja je tudi organizacija različnih usposabljanj, s katerimi udeleženci pridobivajo pomembne veščine, ki povečujejo njihovo zaposljivost. Nekaj besed bi rada še namenila nastajajočemu klubu ljubiteljev umetnosti Asistenca, ki pod okriljem iniciative Sodelujem in projekta Aktiv prav v teh dneh odpira svoja vrata. S klubom ljubiteljev umetnosti Asistenca bomo skušali približati kulturo vsem, tudi osebam, ki zaradi specifičnih okoliščin samostojno ne morejo dostopati do nje. Z njim namreč želimo vzpostaviti seznam ljubiteljev umetnosti iz vse Slovenije, ki bodo osebe s posebno okoliščino oviranosti spremljali na kulturne dogodke. V zameno pa bodo deležni brezplačne vstopnice na tem dogodku. Prijavnice za vključitev v klub ljubiteljev umetnosti ste dobili tudi med gradivom in toplo vabljeni. Na tem mestu bi zaključila svoj nagovor in dodala le še, da se neizmerno veselim vsega, kar nas čaka v naslednjih 2 dneh.
Prepričana sem, da bomo v tem sicer kratkem času slišali marsikaj lepega, čudovitega in tudi koristnega. Prav gotovo tudi natrdili naša znanja, pa mogoče se začeli spraševati še o novih zadevah, ki jih bo potrebno pozneje naprej raziskovati. Dobrodošli na predavanje. Za konec bi rada spregovorila o gradivu, ki ga imate, fotokopiranem gradivu ali v brajici. Na koncu so vprašalniki in pri vašem izpolnjevanju bi vas prosila, da jih oddate lahko jutri. To je vprašalnik A6 in dovolilnica za fotografiranje. Evalvacijski vprašalniki pa, kot rečeno, lahko v petek oddate. Na voljo vam bo vso to gradivo, upam, da vam bo prišlo prav in verjamem pa, da se boste tudi potrudili in majhen delček prispevali tudi pri ovrednotenju in izboljšanju našega dela pri aktivu. Tako da hvala za vaše prispevke pri tem. Hvala. Ne smemo še pozabiti na listo prisotnosti, ki bo krožila med vami. Simpozij je namreč brezplačne narave, financiranje iz evropskih socialnih skladov in nekako edino simbolično plačilo so pač vaši podpisi, pa tudi kritičen pogled na naše delo. Zato predajam in vabim Klaudiju Humel, Lizakman, toj.